V naši oddaji so zgodbe iz poslanskih klopi redko simpatične, a tokrat nas je presenetila zanimiva novica, da smo s prihodom nadomestne poslanke Karmen Kozmus Ferjan v poslanske klopi SDS-a dobili prvi poslanski zakonski par. Saj tam že sedi njen mož, Jure Ferjan. Ker nas je zanimalo, kako zakonca poslanca združujeta privatno življenje in delo, smo vprašali človeka, ki med delom in prostim časom nima absolutno nikakršne ločnice, saj je pri obojem prisoten non-stop. Miran Šanka, pozdravljen, se slišimo. Tilen, slišimo se. Kar se pa tiče teh dveh poslancev, zakoncev, pa ne vem, nisem nič slišal. No, razen to, da ker sta iz iste stranke, bo to sigurno prvič v zgodovini, da se zakonca vedno in skozi strinjata. Bo pa to sigurno zanimiv, se veš, kaj pravijo. Če imaš ženo na delovnem mestu, šefa ne rabiš. Miran, no. Pa nisem jaz tega rekel, Tilen. No, ampak točen to sem zadnjič razlagal eni družbi. Je pa res, da Ferjanova v resnici nista prvoporočen par v državnem zboru, jih je kar nekaj, sam se pač ne govori o tem. Iz SMC-a jih je ene par že tako na pol javno v zelo resni zvezi z SDS-om. Kakšne iz Desusa so tudi že dobili v posli s kom iz drugih strank. Tako da v parlamentu imamo zelo sproščeno sceno. Malo kot te vseh zabave iz 60-ih, sam da v parlamentu ne fašaš spolno prenosljivih bolezni, ampak legalizacijo črne gradnje. Sta pa baje ta zakonca v parlamentu samo začetek. Začetek česa, Miran? Česa? Ne vem, če ti veš, kar povej. Ker jaz vem samo to, da obstaja plan, da bi parlament postal čista družinska zadeva. V Sloveniji smo itak vsi v žlahti in vsakič, ko je treba zamenjati oblast, je treba dati svoje bratrance pa otroke v tistih 50 upravnih odborov, kar je kup enega dela. Zakaj ne bi vse sorodnike zaposlili v parlamentu? Pa je. Pa imamo en let državni zbor pri Šarčevih, drug let sami Pojbiči. Končno se bo lahko v parlamentu kaj izmenili, vse v družini ustane, pa še volivci se ne rabimo več matrati s temi volitvami. Dobro, Miran, ampak volitve so osnova demokracije. A so res? A so res, Tilen? Ker meni je zadnjič en prijatelj od znanca razlagal, da so te volitve čist brez veze. Itak imaš na izbiro slabega, pa slabšega. Pol pa zbereš enega, v parlament na konc prideta oba, pa pol gresta še skupaj v koalicijo, če pa že slučajno hoče kaj narediti po svoje, se pa zmot. Tako kot nazadnje Židan. Govoriš o tem, ko je Dejan Židan po pomoti glasoval za vladno novelo kazenskega zakonika in se potem opravičil, da se je zmotil, ne? Možno, ne vem. Ampak ja, točno o tem govorim. Eni sicer pravijo, da se je Židan zmedel, ker je že toliko dolgo v parlamentu, da ne ve več, a je v vladi ali v opoziciji. Pa se je normalen, to je izgorelost, toliko let v parlamentu. Normalno, da ne veš več, a si za ali proti. Sploh, če si podplačan, tako kot so naši parlamentarci. Vsi na teh pahorjevih minimalcih. 3 jurje na mesec, lepo te prosim. Kako naj človek s tem preživi? Kaj šele politik? Saj imajo subvencionirano prehrano, samo vseeno. Se zato pa se dogaja to v zakonci. Oba iz gospodinjstva morata delati v parlamentu, da se čez mesec prebijajo. Zato se zdaj govori o tej peticiji, da bi tudi v parlamentu dvignili plače. Če so denar dobile medicinske sestre, naj ga dobijo še politični bratje. Saj oboji skrbijo za preživetje. Oni za naše, oni za svoje, ampak trudijo se pa oboji. A ni tako? Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.